Prav lepo pozdravljeni na tem predavanju, glede na to, da se gremo iz leta v matematično vesolje. Zakaj pa ste, da ne moramo predati? Se pričemo, če ne baš. Tako da? Se pa deluje, mogoče je fokus vidimo. Tudi tole zdaj naše matematično vesolje. In mi se bomo podali v glavnem v tale del, pa z enim majhnim delom v tale. Na te stvari, ki so bolj modre, so bolj aplikativne, tele pa spadajo bolj čisto matematiko z raznimi aplikacijami. Tako da moja specialnost je analiza spada v področje, ki se mi reče calculus, računstvo s kamenčki. Za danes sem pripravila nekaj primerov minimalnih problemov v analizi. Torej, zakaj tle gre? Kot prvi primer bi vam rada pokazala mini mehurčke. Zdaj, recimo, da vi vzamete neko žico, jo nekako oblikujete, tako da je postane sklenjena in jo pomočite na milico in pogledate, kaj dobite. Fizikalno se zgodi to, da se vam bo milica postavlja tako, da bo najmanjša napetost. Se pravi, tako, da bo imela najmanjšo površino. To pomeni, da se konstruira ploskev, ki se reče minimalno ploskev, upeta na določen rob. Zdaj, če so ti robovi relativno lepi, dobite dobiške znanih matematičnih ploskev, ena od teh je helikoida. Tole pa pač igračka, ne, če si izmislite neko dosti zanimivo robno krivuljo, na katero ne bi bil mehurček pripeta, ne, potem je plosko, potem je primerno bolj zanimivo. Eden od prvih takih zanimivih in matematično pomembnih primerov, ki so tudi izračunljivi, kar je pomembno, je katenoida. Zdaj, kot je tle na sliki prikazano, gre za to, da imate vi dva okrogla lopačka in na ta dva bi radi napeli milni mehurček. Zdaj, kako se to v praksi zares naredi? Pa če zdelate taka dva lopačka, držite jih skupaj in jih pomočite v milnico. Ko jih boste potegnili narahlo narazen, se ne bo naredila ta slikca, ampak bo tle na sredini še en prečen disk. Ta disk se prevodi od strani in potem se postavi tale milnica v takle mehurček. Zdaj, vsi si lahko predstavljamo, da dokler sta ta dva lopačka zelo blizu, ne, bo površina, ki je napeta, torej površina ploske, ki je gor napeta, zelo majhna. Bolj, ko jih blizu potisnete, bolj ozek bo ta trak, in tista površina gre proti nič. Po drugi strani pa, ena omejitev, ki jo dobite na velikost površine, je tudi skupna ploščina obeh teh dveh krogcev, na kateri je napet tale milni mehurček. Se pravi, ko vi recimo začnete vleči narazen ta dva lopačka, se površina povečuje. Zdaj, a gre to lahko v nedogled? Človek bi si najbrž mislil, da ne. Zaradi tega, ker imate dva druga minimizatorja, ki sta ta dva diska. Zdaj, tole se zelo lepo vidi na tem filmčku. Kaj se zgodi, ko naredite tale poskus in potegnete narazen ta dva obročka. Zdaj, tle imate pač milnico in če boste dobro pogledali, boste videli, da postaja vedno bolj obročna.
In zdaj se približujete kritični razdalji, torej površino ste povečevali, ampak to nedogled ne gre. In ko pridete do tiste kritične količine, se pač narava ugotovi, da na diski manjšo površino in tisto brček kot počne. Prosto razine. Zdaj, zakaj tle matematično gre? Tle gore je napisana formula za površino rotacijske ploskve, ki jo bolj ali manj vsi poznate, pa bom vseeno na kratko skicirala, o čem je ideja. Torej, vi začnete s tema dvema lopačkoma, ki jih postavite na poziciji minus a pa a, a je neka oddaljenost od središča. In potem, recimo, se odločite, da ima vaš lopaček neko višino. Iščete torej takole krivuljo, na slike pač to neki kabel, da če jo boste zrotirali, bo imela pripadajoča rotacijska ploskva najmanjšo površino. Zdaj, kako zračunamo površino rotacijske ploskve? Če vzamete tule en majhen delček, pa tole zavrtite okrog, se pravi, vi imate zdaj tle en tak majhen delček ploskve in če to krivulje in če to zavrtite okrog, boste dobili nekaj valjev, plašču valja podobnega. In tale površina bo ravno višina valja, ki je ds. In potem imate še krat radij valja, ki je tam primeru y, če smo na višini y. In to je ta majhen kolobarček, to je površina. Zdaj ds se potem, če je funkcija odvedljiva, zračuna kot tisti koren in ko te majhne koščke se štejete, če so dovolj majhni, se to vsoto zapiše kot integral. Tako da formula, ki vam pove, kakšna je tale, kako se izračuna pri dani krivulji površino, je preprosta, ampak vi imate zdaj drugo vprašanje. Kako bi določili y tle, da bo tale reč imela minimum? Zdaj, kje ta minimum živi? Ta minimum živi v prostoru vseh funkcij, ki so vpete na tile dve točki. In tole je, to ni tako, kakor R2 ali pa R3, to je neskončno dimenzionalen prostor in tle pač metoda, ki obstaja, je taka, da vi pravzaprav prevedete te neskončno dimenzionalne probleme na neskončno družino enodimenzionalnih problemov. To je trik. Se pravi, če je minimum v neskončno dimenzionalnem prostoru, mora biti minimum tudi na vsaki zožitvi na eno dimenzijo. Tako kot če recimo pogledate, kako dobite minimum recimo neke funkcije dve ekstremljiv, recimo če damete x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat, tole je parabolit. In ta reč, če ima nekje minimum, potem ima tudi prerez čez x1 je konstanta, konstanta minimum. To je ideja. In ta metoda potem pripelje do tega, da rešitev res lahko zračunate. Naslednji tak primer, zdaj kaj rešitev bom pravilno, ampak še prej moram to narediti. Naslednji tak primer minimizator je verižnica. Če vi verižnico primete in postavite, bo minimizirala potencialno verižnico. Zdaj, kje se to uporablja? Povsod, kjer vam visijo neke vrvi, daljnovodi, tole tle in schema električne napeljave na tramvaj. Tako da tega je res ogromno. In če pogledate, kako se potencial minimizira, je račun zelo preprost. Torej, tole, ta segment je proporcionalen masi, če vzamemo, da imamo homogen material, se pravi, da povsod enako zgleda,
Torej, tole je zdaj masa, tole je pa višina. In ko to integriramo, vidimo, da dobimo enak funkcionalni kot prej. Torej, rešitve tega problema in tistega problema prej so dane z isto družino krivov. In to je ta družina krivov. Torej, vse rešitve, če so postavljene na center, tako kot tle, so dane z eno parametrično družino teh kosinusov hiperbolnih postopkov. V odvisnosti od tega, kar še ni. Imate opravka z bolj širokim in z bolj vrskim. Tole se seveda zelo uporablja v arhitekturi. Namreč fizikalno je to, da mrežica visi, enak problem kot to, da imate stabilen lok. Govorimo o istem problemu, kar se tiče sil. Tam naglavno. Zato lahko stabilne loke poračunate s popolnoma enako metodo. Zdaj, tale sicer ni tak, kot tista mrežnica, kar so dobro pogledate, da ste videli, da je spodaj malo boljši. Tako da bi bo treba prilagoditi funkcionalno. Vi recimo lahko rečete, zdaj ta debelina se bo spremenila v linearno z višino in potem imate ustrezno drugačno funkcijo za minimizator potencijala. Čeprav ne zgleda, je tale lok enako širok kot visok. 630 čini. No in zdaj pridemo do katedrale Svetega Pavla v Londonu. Torej, strašnega leta, 1666, je bil ta velik londonski požar, kjer v bistvu vsta stari del Londona, ki je bil pretežno z lesenih stavb, bolj ali manj v celoti pogorel in tudi ta katedrala Svetega Pavla, ki je že precej velika, je bila zelo poškodovana. Bila je tudi drugačne oblike kot videli. In vsi so bili zainteresirani, da se čim prej zgradi. Ta gradnja je bila zaupana arhitektu, znanstveniku Christopherju Wrenu. In ker so malce preveč hiteli, se v resnici niso dovolj dobro posvetili temu, da bi utrdili temelje. Tako da, ko so zgradili ladjo do vrha in so začeli, se mi že zgradnjo tega obroka, ker ne bi bila kupola, se je začela konstrukcija posebiti. In Wrenu je bilo jasno, da če bo nadaljeval na ta način, se mu bo prelomila stavba na pol. Torej, treba je bilo ugotoviti, a se da na kakšen drug način narediti kupolo, ki ne bo tako težka, pa še vseeno videti, dokaj mogočna. Zdaj, v tistem času analiza ni bila toliko razvita, da bi vse te stvari znali poračunati. Je trajalo še ne veliko, ampak nekaj 20 leti, mogoče. In tule se sicer narediti čisto redo. Ampak ideja, ki je imel Wren, je, da bi poskusil približno z y je x na 3, ampak simetriziran. Tako, ker y je x absolutno multiplicirka. Pripravo je na 5 načrtov. In vsakič je bilo nekaj drugačno in so se pojavile te težave, statiko in na koncu je imel 4. načrt, ki mu je kralj že odobril, je potem prosil za kozmetične popravke, ornamental corrections, se tamo rekel, kar je pomenilo, da je popolnoma spremenil dizajn kupola. Za pomoč je prosil Hooka, Roberta Hooka, vse ga poznate kot avtorja Hookovih zakonov. In vidite, da drži v rokah dvojnico. Torej, Robert Hooke je ugotovil, da če želiš rešiti problem stabilnosti v enodimenzionalnem primeru, je verižica ta prav model. On je v bistvu znal fizikalno pojasniti, zakaj je verižica na glavo obrnjena najbolj stabilen lok. In ko je gledal, kakve oblike ta verižica je, je bila videti približno kot parabola.
In tale kosinus hiperbolkus, ko smo ga prejmeli, je v bistvu, če pogledamo prva dva člena, je videti kot parabola, ki nam vidimo. Tako da je dokaj dober približek. Zdaj, učenje pravzaprav tle glavni korak naprej. Prejšnji konstruktori kupol so nekako prisegali na sferični kupol. In te so se izkazale skozi zgodovino za zelo nestabilne. Recimo tak Svetega Petra je sferičen, Panteon je tudi sferičen. Tle so sicer Ljubljani drugače vsi problem, ker na betonu pogledaš pred vrhu manjšo gostoto, več mi počkal iz gori pa iz gori. Tako da so zvito rešili problem obremenitev, ne? Ampak s tole Svetega Petra so imeli pa več težav, prav zaradi tega, da so bile sile narobe razporedene. Bromeleski, kako je bil kupol v Firencah, je pa zamodil vzel jajce. Tako da menda je on izvor tiste ideje, kako jajce postaviš na mizo, da stoji in se ne prevrne. No, tako da plod tegale sodelovanja med Christopherjem Wrenom in Hookom je bil drugačen dizajn kupola. No in česa ste se zdaj domislili. Hook je ugotovil, da model zalog bi bila približno povečana parabola, ampak če vi želite narediti iz tiste parabole kupole in morate zanotirati, morate pravzaprav pogledati izseke, ki jih določi kot. To pomeni, da vaša verižnica, ki jo gledate, ni več enakomerno bolj. Se pravi, če ti kupole razvežeš tako, kakor pomarančno letono, dobiš kose, ki ne ustrezajo temu problemu verižnice, ki je masa, gostota mase in dolžinsko enoto enaka. Ampak je gor manj, spodnje pa več. In zato sta prišla na idejo, da pač treba vdeti psihologik znati, kar se v resnici skazalo za presenetljivo dober približek. Torej, če pogledamo ta pravo rešitev, v kateri se ter ne bom razpravljala, ki ima bolj komplicirano. In tole je relativno dober približek v primerjavi z neko sferično kupolo. Tile trije fantje, veliki trije, sem rekli, so vsi hkrati reševali problem verižnice in ga tudi rešili, ampak niso hoteli eno drugo nič povedati. Je bilo tako veliko tekmovanje med njimi tudi boljše. No, tole je zdaj rezultat njunega razmisleka. Tale kupola je tista krediti zunaj, ampak to je premalo. Dejanska masivna kamnita kupola je tale notranje. Tlela vrhnjo, poslikana je pa tako, da vam optično vzbudi vtis, da je višja kot v resnici. Tole, kar tle gor zgleda tukaj nek stožec, je verižnica, ampak ker je gor obešena tista tale kupoloma na vrh nek svetilnik, ki pošla pač tak manjši, tak kamnit dodatek, v katerem je neka luč. In to je pač masivna kamnita stvar, kar pomeni, da matematično temu ustreza verižica z obeskom. Tako da te je študiral Hook in če pogledate verižico z obeskom, se postavi v dosti bolj tako pravilno obliko, ker je teža bolj večja. Tako da tole je zidano, tisto je tudi zidano. Tle vmes je pa leseno ogrodje in zunaj je samo ena sončena pločevina. Tako da navzven deluje ta kupola zelo masivno, ampak v resnici te mase zelo malo. Zunaj sta pol naredila neko stopnišče, da se lahko gre na vrh, in skozi tole odprtino ti pravzaprav vidiš gor proti tisti kupoli, ampak ker je tako poslikana, nimaš vtisa, da je v resnici dosti nižja kot v resnici. No, ampak ljudje so že dosti prej odkrili, da so te konstrukcije zelo stabilne. V Apuli, če boste prešli v Alberobello, boste si lahko gledali trule in ti truli so narejeni po enakem principu.
torej zgradili so jih tako, da so dali najprej noter leseno oporo, potem so polagali skrile na okrog in ko je bil sklepnik na vrhu, je poskrbel za stabilnost in ostalo so odstranili. No, enkrat, ko sem bila dole v neki poletni šoli, so mi domačini pripovedovali, da je bila priljubljena strategija lokalcev, ko je prišla Damkarijo, takale, da je pač nekdo šel na streho, pobral sklepnik in tale streha se je podrla, potem se je odlikovali, da nima denarja, ker še strehe ne morejo popraviti. In potem pač je ta pobiral zdavkov načel, ampak streho si pa lahko dokaj hitro popravil, ker je bilo treba se izložiti stvari na daljne mesto. Zdaj se ve, da so že malo bolj elaborirane, imajo zagotovljene tega. No, naslednja skupina problemov, ki so se matematiki lotevali, je problem brahijske kronice. Kronos pomeni čas, brahijskost pa najkrajši. Torej, vprašanje je naslednje. Recimo, tako kot na sliki na kroglico deluje samo tega. Po kakšni krivulji jo je potrebno spustiti, da bo najhitreje prišla na cilj. To zdaj ni najkrajša pot. In če malce pomislite, vidite, da je smiselno, da na začetku dobi veliko hitrost, se pravi, da ima velik pospešek, hkrati se pa pot ne sme preveč podaljšati. Tle bo sicer imela velik pospešek, ampak je pot daljša. Tole je pot malo krajša, ampak tudi pospešek manjši. Torej imate tekmovanje med dvema nasprotujočima si količinama in zdaj vprašanje, kje je optimum. Ta eksponat si lahko gledate v muzeju Galileo v Firencah. Galileo je to študiral in naredil tudi modela, ampak takrat so bili nekako prepričani, da ta pravilna telesa, pravilne krivulje so odgovori na vsa vprašanja, ki je tole krožnica, polkrožnica. In jaz sem bila lani tam in sem tole testirala. In lahko spustite hkrati dve kroglici, po teh samih. In ko je na tej krivljen kroglica tle, je tule gor približno naravno. Tako da je, recimo, to je veliko kot da premeni do pasu. In pri tem imate toliko razlike približno razdalje, kar je precej. Jaz nisem recimo pričakovala, da je razlika v tej velika. Tle simulacija, kako približno to zgleda. Tako da razlika je res nezanemljiva. No, ta funkcionalna lahko izpeljamo približno težak. V bistvu bazira na Newtonovih zakonih, pri čemer merite razdaljo navzdol. Se pravi, vi začnete na nivoju nič pa y dol pomeni. Prva enačba reče, da vso kinetično energijo dobite iz potencialne energije. Mnogo y je potencialna energija, na polovica mnogo kvadrata je pa kinetična. Veste, da hitrost je razmerje med spremembo poti in spremembo časa. Veste, da hitrost, če je dana krivulja, lahko zračunate na ta način, po formuli, in zdaj je treba samo vse skupaj zložiti. Se pravi, sprememba v času je sprememba in ločna dolžina deljena hitrost. Hitrost dobite iz zgornje formule in potem je pač treba vse še na mesto, da se ostaje ta koren, ki je ponazarja ločno dolžino in dobite funkcionalno. Ni očitno kaj rešiti. Glede na to, da so se mnogi ljudje s tem ukvarjali, to bila tudi prav vojna, med Newton, brati, Newton, kdo bo prvi.
prav do te mere, da sem tam pa ne razlagal, da on, kaj to videl, je pa pol v 4 urah po noči že prišel do rešitve, kar pomeni, da manj časa porabil po nuli. Tako da je bila taka zanimiva, žolčna razprava med tem, kdo je bil prvi in mnogi s tem problemom. Tudi bi prej naredil. Ko izkaže se, da je ta krivulja cikloida, ki sem jo narisala tako dol obrnjena, cikloida je krivulja, ki jo dobite, če vzamete kolmo, prelepte gor svinčnik in potem pustite, da se kolo ob steni vrti in nariše cikloida. Torej, vidim, ne, da se os je na višini, v tem primeru minus R, v smeri osi X imate gibanje osi, ki je linearno, ta dva sinusa pa kosinusa pa poveste, da se zadeva vrti okrog svoje osi. Torej, R pa minus R iz drugega člena poveste, kako se premika os, tista dva sinus pa kosinus pa kako krožda okrog osi. In če poračunate, boste videli, da je tle brachistokrona na začetku zelo strm, tako da dobite nenaden uspešen. Ta brachistokrona se bolj izkazala, da rešila še nek drug problem, in sicer problem tautokrone. V tistem času so se ukvarjali tudi s tem, kako izdelati merilno napravo za čas, ki bo dobro merila čas. Torej, izdelaj nek profil, ki bo tak, da bo nihajni čas neodvisen od tega, na katero pozicijo postaviš kroglico, ki niha. Torej, nihala naj bi kroglica, recimo na sneh, pa nekaj krogle posodi. In vprašanje je bilo, kakšna ne bo ta oblika, da bo nihajni čas, torej, da bo prišel recimo od izhodiščne lege do dna, v času, ki bo neodvisen od pozicije. Se pravi, bo čas vedno nekaj izkavi se bo to cikloida. In to je Huygens takrat poračunal. Tako da to je bilo nekako nenavadna povezava med čisto različnima minimizacijskimi oziroma autorizacijskimi problemi. Naslednje zanimivo vprašanje so ploskve za minimalni motorji. Kjer to uporabljamo? Recimo, da želite dizajnirati nos od vlaka, metalo, raketo. Vprašanje je, kako morate oblikovati plosko, da bo zračni upor najmanjši. In s tem se je ukvarjal prvi Newton, je to tudi formaliziral. In sicer tale konkreten primer je narejen za ploskve, ki imajo ki so rotacijsko simetrične. Torej, če bi narisala sliko, gre za neki tabler. Tukaj začnete z nečim, kar ima višino H, dolga naj bi bilo L, in zdaj bi radi nekaj takega. Lahko tudi nekaj takega. Ali pa nekaj takega. No, on je pač te formule za zračni upor izpeljal. In zdaj, če pogledamo, kaj te formule govori. Modulo konstante, ta prva formula povedi. Če imate opravka z valjem, ker je krivulja ravna in je voda na nič, je upor valja so razmerali vodni površini. Tisti integral je pa dodatek. Zdaj, ideja je, da je dodatek negativen. Da dobite manjši upor, kot če imate samo. Se pravi, vi morate iskati funkcijo, pač vrednosti pomena pozitivna, tako kot smo se izbrali, tole je pozitivno, to iščete nekaj z negativnim odgovorom. Kar bo pol minimiziralo vaš integral. No in Newton je tole seveda računal in najde parametrično rešitev, ampak izkazalo se je, da dobi boljši rezultat, če namesto, da bi tole rečete do konca veljal tako, kot recimo nakazuje tale slika, tule na koncu dreže in potegne nekako takole zaključek. Tako da v odvisnosti od tega, kolikšno je bilo razmerje med H pa L,
je dobil takele ali pa take te svetlosove profile. Zdaj, tle se pojavi naravno vprašanje. Kaj pravzaprav je polarizator? A znamo mi določiti plosko, ki bo res dala manjši upor? No in nekdo je skonstruiral takole, kakor tist izvijačkam, ki ima manjši upor v teh nukleidih. Zdaj, kako lahko formuliramo problem, da bomo dobili neko rešitev? Izkazalo se je, da zaradi simetrijskih lastnosti je smiselno iskati rešitve v razredu plosko, ko so odkole narejene katere spodaj. Se pravi, da ti vzameš nek pravilen poligon, spodaj krog, pa neko smiselno konveksno plosko vrniti s to knjiž. In tole je še vedno zelo živahno, matematično, resno raziskovalno področje. A veste, tle imate razliko med temi problemi in unimi odprej, nekako to, da prej ti je narava sama povedala, kakšne oblike rešitev je. In ti si točno vedel, v katerem razredu je možno. Tu pa ni več tako. Tako da te razredu naprej ni več predpisan. In potem se s takimi analitičnimi sredstvi brez dodatnih predpostavk ne da sposobiti. No, da je še eden mobilizacijski problem. Zelo star, ne? Zgradilo limonide. Zdaj tle govori o tem, kako je ta kraljica Dido, Feničanka iz Tira, ki je bila kasneje Enejeva ljubica, ne iz Eneide, tako ste ga tragični zgodovinsko zgodbo, zbežala od svojega brata in je poiskala zatočišče na območju današnje Katarne. In ko je prišla tja, je ta lokalni veljak rekel, da lahko odkupi to veliko ozemlje, kolikor ga lahko okroži z jermenom enega bika. Torej, in dan se to območje imela Dirsa pomeni bikova. Torej, dobila je bikove kožo, razrezala na tanke trakce in potem okrožila nek vrh hriba. Tole je tale vrh hriba v današnji Kartagini, kjer je bilo njeno svetišče. In to je prvi primer problema, ki se mu reče danes izoperimetrični problem. Torej, če vam nekdo da lok dolžino, poišči, ga postavi v tako obliko, da maksimiraš ploščino, ki je ta krog oblika. Formalno to lahko zgleda, malo golfon, pa nekaj več. Ploščino zračunamo kot integral funkcije y, radi bi pa imeli obseg, ki je konstantno. In če greste pogledati, kaj so rešitve, ti staže, da so diskorodnice. Sorodni problemi so pol višji dinizmi. Kdo vam pove, kolikšna mora biti površina, vi pa določite obliko, da boste imeli maksimum to pa lahko v poljubno visoko dimenzionalnih prostorih. No in rešitev pač tega problema so krožnice, to vsi poznamo. In še zadnji sklop problemov so pa najkrajši poti. Torej, kaj naj bi bila najkrajša pot na neki ploskvi? Če vi pogledate ploskvo, ki je ravna, pa vam nekdo da dve točke popolnoma jasno, kaj najkrajša pot na ravna črta. Če vam pa nekdo da krivo ploskvo, kaj je ustrezen analog ravne črte? Ustrezen analog ravne črte bi bila krivulja, katere dolžina bo najmanjša. In če to geometrijsko malce drugače pogledate, bi radi najdli krivulje, ki so ukrivljene samo zato,
ker je kriva plosko, na kateri so. Ti lahko recimo po zemeljski sferi narediš tako lijačo, ta bo dosti bolj ukrivljena, kot če recimo vzameš presek neke vertikalne ravnine v sferi. Tole na temle zemljevidu imamo narisano najkrajšo pot med Madagaskarjem pa Nevado. Tole pa vnolčasto. Zakaj? Zato, ker so naše zemljevide vsi narobe. Zemeljska sfera je ukrivljena in to, da je ukrivljena na tak način, kot je zemeljska sfera ukrivljena, pač ima neko matematično količino, ki se reče ukrivljenosti tam nič. To pomeni, da je ne morete tako predstaviti v ravnini, da bi se razdalje prenesli na razdalje. Zato boste geodetke, ki boste pogledali na ravnini, to ne bodo nikoli bolj geodetke na res na sferi, razen v primeru ekvatorja. Ta je edini, ki se je prav prenesel. Ko ste pač izbrali take sorte funkcije. Tako da izkaže se, da na Zemlji so geodetke velike krožnice. Torej, pogledate vse preseke, ki gre z ravninami, ki grejo skozi središče in dobite vse mogoče najkrajše priloge. Z drugimi besedami, če vi stojite na površini, recimo, da bi lahko ne stali na površini Zemlje in bi hodili naravnost, bi hodili po teh velikih krožnicah. To pomeni, da je najmanj ukrivljena črpati. Ukrivljena se zavrtnosti. No, zdaj tale te geodetke na Zemlji ima še eno lepo lastnost. Če vi hodite po Zemlji zmeraj naravnost, boste s časoma prišli na isto mesto. Pridem na krog, na isto mesto. No, kaj pa zdaj, če naša Zemlja ima drugačna? Taka, kakor je tista. Kam bomo prišli? Poseben primer so svitki ali torusi. Te toruse dobite pač tako, da recimo imate nek papir, ki se ga da recimo zvit. Pa si mislite, da ste zlepili tole stranico pa tole stranico, pa ste dobili pa celko. Pa ste pa še celko okrozili. Se pravi, ko se pogovarjate o krivuljah na torusu, recimo krivulja, ki se začne tule, pomeni, da pač greste sem, ampak pol nadaljujete na temnem mestu. Recimo, če vi vzamete neko premico, ki gre tle pod nekim potom in tole nadaljujete, boste dobili pač neko družino teh deličk. Zdaj, kaj se lahko zgodi z družino teh deličk? Odvisno od tega, kje ste izbrali tole presečišče. Če tole reč pogledate na krožnici in tej razdalji tule ustreza kot in racionalno večkratnik 2pi pomeni, da boste v najslabšem primeru kup krogov naredili, pa so spovrali na svoje mesto. Če pa tle gor iracionalno število, se kako ne spovrali na svoje mesto. In tista najbolj ravna črta bo v bistvu prišla neskončno blizu vsake točke na torusu. Torej, temu se reče, da imamo eno gosto geodetko. Čas imamo za vprašanje, diskusijo. So v teh primerih tisti integrali so rešljivi zgolj numerično ali tudi simbolično pridemo v teh primerih? Samo v izjemnih primerih. Je simbolično rešljivo. Če recimo pogledamo eno čisto preprosto, recimo tole, ta ni to grozno preprosto, ampak ta je lepo rešljiv. Metoda je taka, da iz tega izraza ven naredite
parcialno-diferencialno enačbo, ker morate še dvakrat odvajati. Tako da v principu dobite diferencialno, ki je zelo visokega, drugega, tretjega, že sem ste začeli z drugimi odvodi, z drugega reda. In praviloma ne linearne. Tako da nelinearne prvega reda so problem. Imamo samo nekatere posebne razrede. Nelinearne drugega reda so pa še večji problem. Tako da je to večinoma rešljivo bolj kot nenumerično. Razen v takih primerih, ker nastopajo neke dodatne simetrije. Če imate neko dodatno lastnost, ki jo lahko izrabite neko simetrijo, tipično lahko, naprimer, eliminirate eno odbor. Tako, kot da bi eliminirali eno integracijsko postavko. Pa se pol red zniža. Tako da, če vam to uspe narediti, potem imate mogoče nekaj šans, da pridete na metočno spodbo. Če eno vprašanje glede avtokrone, to smo imeli problem, ki ga je tudi rešila Mephistokrona. Ampak, tako kot človek vidi to vprašanje, a je sploh očitno, da rešitev obstaja, preden jo najdeš? Ne. Ne. In to je bil problem, ki je bil dolgo časa odprt. Da bo vedno čas vedno enak. Kaj ga se nekaj časa otvarjal s tem, ker pač za njih bilo to pomembno, da znal čas dobro razmer. Kaj pa glede enoličnosti se lahko kaj povezi, ko se rešitev najde, ali ne vem, če ni še kakšna druga? To je še holjše vprašanje. Torej, ta prav analog pri razmišljanju je ta. Če vzameš funkcijo ene spremenike, pa zračunaš njene kritične točke, torej točke, kjer je dvornič, a so to ekstremne točke. Ja ali pa ne. Kdaj lahko rečeš, da so ekstremne, če veš, da je funkcija konkavna ali pa konveksna. In bolj ali manj je tlenska. To je potreben pogoj za vsako rešitev. Ta metoda, ki jo imaš, ti v bistvu samo pogled točke, kjer je odvod nič. In zdaj, če imaš srečo, da je tistih točk končno mnogo, lahko v principu za vsako poračunaš, pa vidiš, kjer je. Drugač pa, če bi v splošnem želel ugotoviti, pa nimaš teh nekih konveksnostnih pogojev, so neki posebni razredi, kjer se da, ampak v splošnem je to zelo težko problem. Tako da tipično se potem z nekimi simulacijami ugotovijo sodobni resnic minimizator, pa še nek približek minimizator. Potem smo videli pa še problem, ker so bile še druge družine s tistimi večkotniki pravilniki, lahko še enkrat, da se pogledam na tisto prosojnico. Zdaj, če ste prav razumem, da v bistvu nimamo nekih pravih matematičnih orodij, da bi opisali vse možne rešitve, ki bi lahko bile minimizator. Ker te rešitve niso oblike, ki bi jih dobili z dotacijo neke... Ja, pa ni samo to problem, ne? Tipično ti variacijski problemi zahtevajo nek red odvodljivosti. Vsaj dva. To sem ne paša. Ja, za sebe. Tako da, ko pa začneš gledati te vrste probleme, ker nimaš gladkih rešitev, postajajo pa stvari še bolj zahtevne. Recimo, leta 2016 je bila nagrada Evropskega matematičnega združenja za problem mirnih mehurčkov, ki imajo robne vrednosti, to, ko smo videli, rotacijsko plosko za dvožnico, ampak problem je bil tak, da robna vrednost ni zauzeta čisto v takem smislu kot tle. In to je izjemno zahtevno problem. Tako da, takoj, ko padeš ven iz kategorije, kjer je zadeva popolnoma gladka, se lahko omeji samo na to, da gledaš posamezne razrede, in potem v posameznem razredu ugotoviš pa minimizator. Niso preprosti problemi. Še kakšno vprašanje? Te ploske imajo minimalni upor. Kako? Te ploske so z minimalnim uporom. Dejansko, če... Do nekaj ni. Torej, če bi nekaj takega naredili in uporabili v praksi, recimo, kad ste povedali za letala, bi to bilo boljše kot dejansko oblika, kot sta in uporabili.
pri letalih so še drugi problemi. Ne? Ko študiraš upor pri letalih, tudi pri drugih letečih stvarih, je en zelo pomemben faktor ta, da ko pride zračni ton, vam nastane po strani vrtinčenje. In tisto odigra zelo pomembno vlogo. Tako da marsikdaj, odvisno kako je narejeno, včasih deluje tebe vpred, včasih pa ne. Recimo, če ste zdaj videli te nove drone, ki delajo te ničke, velike posnemajo let žuželjk. Recimo čmrl je tako nekako grozno debelski s temi majhnimi krilci. Zdaj, zakaj on pravzaprav leti? Zato, ker njegova krila ne grejo tako, ampak nekako tako ledeno. In ustvarja spodaj vrtince in ga ti z vrtinc po koncu drži. Zato v zraku tako stavimo. Tako da ti drončki so nikoli tudi naredili na ta način. In tle je zdaj zelo odvisno od tega, kakšen cilj slediš. Poleg tega imaš recimo pri vlaku, moraš paziti na to, da mora biti simetrična konica. Zaradi tega, ker pa lahko ni čisto dobro stabilna, ker mora biti težišče nižje dol, sicer se bomo navadnosti, da se gleda. Tako da bolj, ko začneš te stvari testirati, je v resnici vetrovnik ponovati ne boš. Lepa se gleda, da ni več vprašanj, tako da bi se še enkrat lepo zahvalili